samo beseda sem. Vse bolj postajam, že jaz sam beseda. V doročem toku skozi me se pretaka, kot usedlina pena v meni čaka. Kdaj spet bo ptica pevka ali ujeda? Vnaprej izgubljeni večni tekmi s časom, zagostolela, kriknila v tišino. Minljivosti so mojo bolečino. Strah in pogum in srečo z mojim glasom. Ponosno vzklikam si, saj to sem jaz, beseda, ki oživljajo moj glas. Jaz, stvarni, a kot stari, jezni Bog, ki razočaran ves čas se spotika, nadelam svojega duha in rok nergam. Oblika sem, samo oblika, kot vsak, ko si ustvari svoj obraz. Dober večer vsem. Kako sem bil plus? Tam na zvočenju. Dober večer vsem, zdaj pa je to ta pravi gumb. Boste povedali, ali boljš z mikrofonom ali brez njega? Brez, v redu. Potem so se tudi sami odločili, da ste na njega kaj povedali, ali ne. Jaz vas v imenu Društva pisateljev zelo lepo pozdravljam na spominskem večeru ob 100-letnici rojstva Cirila Zlobca. Nocoj smo tu zato, da bi se poklonili njegovemu spominu, njegovi besedi, predvsem njegovi besedi, za kaj drugega bo mogoče prostor in čas kdaj drugič. Zato pa seveda hvala vsem, ki ste prišli in ki boste z nami delili svoje spomine in svoje misli in morda tudi kakšno pesem. Ciril Zlobec se je rodil junija 1925 in umrl leta 1918. Mislim, da ste ga vsi, ki ste tule med nami, ali osebno ali pa vsaj posredno poznali ste njegovo poezijo, brali ste njegove knjige. Zato je najbrž najbolje, da namesto predolgih govorov in biografij povabim besedi predsednika Društva pisateljev Marija Čuka. Mari, prosim. Dobro večer vsem, jaz bom zelo na hitro. Pri Društvu slovenskih pisateljev smo si v tem novem obdobju, ki nastopa, zamislili, da bi prirejali več takih večerov in jih namenili ne samo spominu članov Društva slovenskih pisateljev, živečih, pokojnih, ampak da vzpostavimo spet stik s poezijo, stik z ustvarjalci. Upam, da nam bo to uspelo. Sicer pa še enkrat pozdrav v domu, ki ima svojo zgodovino, ki je oblikoval in sooblikoval tudi usodo slovenskega naroda, kot ga oblikujejo in sooblikujejo pisateljice, pesnice, pisatelji, pesniki, dramatiki in vsi ustvarjalci, ki se soočajo, spopadajo, trpijo z njo ali pa soživijo z besedo. Z besedo umetnosti, z besedo tudi ostro, ampak predvsem besedo človečnosti. In to je bil tudi Ciril Zlobec. Večer bosta povezovala gospa Glorjana Weber, ki je nova vodja naše pisarne, Društva slovenskih pisateljev, in pa podpredsednik Matej Kranjc. Hvala, da ste prišli v tolikšnem številu.
člen med predsednikom Marjem Čukom in Cirijem Zlobcem, Marko Kravos. Marko, prosim. Kam se delam, tako Ja, lepo, hvala za to priložnost in za to, da se izpostavljam tukaj, ampak ob takih dragih priložnosti meni škoda, da se skočim iz Trsta v Ljubljano, kakor smo se večkrat tudi selili in drug drugega obiskovali tudi z Cirilom Zlobcem, Tržačani in širše seveda vzeto Primorci, širše vzeto Slovenci. Ampak tudi se mi zdi prav, da, kot je rekel Marij Čuk, naš predsednik, da se izpostavlja ta veljava poezije in ustvarjalcev poezije, da vsaj tukaj gojimo neko zavest, neko svetišče v odnosu do ustvarjalnosti, do tega tveganega početja, ki traja vse življenje in tudi iz dneva v noč in čez noč iz jutra v jutro. Pred kratkim je bila ustvarjalnost ponižana, tudi pisatelji smo kar krepko tako bili nekako poparjeni in to nas bo seveda tudi krepilo. Navsezadnje ob imenu Cirila Zlobca ne bo težko se potegniti z samozavestjo iz nekaj tegobnih občutkov. Lepo je, da smo slišali že en sonet iz Cirila Zlobca, kjer izpostavlja tisto pač njegov odnos do besede in do tega njegovega poklica, za katerega mislim, da bi on rekel, da je bolj poslanstvo, ker je dejansko se temu predal. Čeprav je imel veliko javnih funkcij in tudi veliko zaslug za dobrobit kulture, ustvarjalnosti na Slovenskem, bodisi kot ta urednik pri revijah, predvsem 57, Beseda, pri seveda sodobnosti in potem naši sodobnosti. Tako pa veliko je uredil tudi antologij slovenske poezije in seveda veliko prostorov za to, da seveda se uveljavlja ta pomemben, konstitutivni poklic v nacionalni fizionomiji. Navsezadnje je potem tudi doživel sam kot oseba tudi veliko priznanj, bolj skoraj bi rekel na tujem, za svojo kreativnost, za svojo ne samo prevajalstvo, ampak tudi za svojo izvirno ustvarjalno početje. Bodisi kot pesnik, bodisi kot prozaist in esejist in seveda tudi odličen govornik, tudi seveda je obvladal tudi italijanščino, tako da je prebijal te meje, ki so bile seveda za njega tudi nek močen psihološki izziv. Navsezadnje je moral potem le preboleti tisto otroštvo svoje, ki ga je preživel v tistem ne samo mraku, ampak trdi noči pod fašizmom, ko se slovenščina ni smela pojavljati v javnosti in med ljudmi, niti ne celo v cerkvi. Ciril Zlobec je seveda bil zaradi tega, torej se je izpostavljal za slovenskost in seveda predvsem za besedo. In tudi seveda s tem, da je prevajal te svoje sodobnike in pa tudi klasike, ne samo recimo Quasimoda, Montaleja in Spanjoletija, take, s katerimi je bil tudi v prijateljskih stikih, ampak tudi Danteja in klasike, druge klasike
italijanskega. Tako je pa tudi počel s tistim drugim jezikom, torej srbo-hrvaščino, ali pa makedonščino, tudi z tega konca je veliko ustvarjalnega prevedel. To je s tem je pravzaprav počel nekaj, kar je zdaj nam vsem jasno, da je uveljavljal pravzaprav to besedo, ki je bila v času njegove mladosti izpostavljena najhujšem veliko preganjanju. In kaj bi še rekel, da ne bi bil predolg, ampak tudi ne prekratek, ker mi je res bil spremljevalec in tudi naklonjen sobesednik, ker je tudi rekel, no, zadnje, da ohranjam tista ognjišča besede in nacionalnega počutja, dobrega počutja na tržaškem koncu, na Krasu, ki mu je bil vedno drag in zavezan, ker je tudi od vseh tematik, poleg tega, da je pisal o ljubezni in dvojedini ljubezni, pisal tudi seveda veliko pesmi in posvetil Krasu, poleg tega pa seveda veliko je eksistencialnih tem, ki so pesmi, tematika, vse skupaj so pravzaprav s takim pristopom je to izpovedoval in obravnaval, da so še vedno seveda te njegovi verzi, njegova poezija je še vedno nekje aktualna in je škoda, če ne pride do take veljave, do takega bralnega, kako bi rekel, uspeha, kakršnega si zasluži. Jaz bi vam zdaj še samo prebral še en tak sonet posvečen temu, kar je Ciril Zlobec ves čas imel v ospredju, je rekel, jaz predvsem želim biti pesnik in vse drugo se me pritika in je bežal iz politike in če je bil v politiki, je nastopal kot svobodnjak in kot nekje, da bi hotel tiste divje kraje pravzaprav precepiti na kaj bolj plodnega, ampak se mu je tudi marsikaj posvečilo. Pravzaprav je bil tudi potrjen tudi v tej svoji veljavi kot ustvarjalec, s tem, da je bil z največ glasovi v vseh časih verjetno izvoljen v predsedstvo Republike Slovenije, takrat, ko so imeli to funkcijo še kolektivno. Ampak zdaj, kot rečeno, bojo še drugi govorili o njem in jaz bom kar z njegovimi besedami prebral matični sonet. In na začetku je bila beseda, kako iz materinih ust, o Bog, kapljala vame je v moj smeh in jok. Toplo iz materinega pogleda se v moj pogled zgovorno je selila. Beseda, prapočelo vseh oblik življenja, noč in poldne, molk in krik, ohrabrujoča in pogubna sila. Beseda je dejanje in jemanje, edina, ki nas zapisuje v čas. Prijateljstvo, ljubezen, skrite sanje in sanje o sanjah, ko jih prvi mraz v trplem srcu nam zaledeni. V spomin, ki pa vse bolj in bolj bledi. Upam, da se ne bo tako hitro. Poezija je zakon in beseda tudi, to najbolje ve Boris Novak. Boris, prosim, pridi. Jaz se bom usedel, ker bom malo tudi listal o zadevah, ki so povezane s Cirilom Zlobcem. Listal pa bom iz zbornika simpozija, ki so ga kolegi iz Tržaškega Pena organizirali 18. januarja in to organiziral
Antonio de la Rocca, predsednik tržaškega PEN centra, nastopal je med drugim Miran Košuta s sjajnim referatom, Martina Ožbot z premislekom odnosov, ki jih je Zlobec imel z italijanskimi pisatelji, tako osebnimi odnosi kot prevajalskimi, tako da seveda je to eno izjemno pomembno poglavje tudi primerjalne književnosti in med drugim kaže, kako je Ciril Zlobec, ki je bil seveda kar se da zaveden Slovenc, ki je med drugo vojno ogromno pretrpel in pred njo strani italijanskih oblasti, ki ga je koprski škof vrgel iz gimnazije in ki je potem pravzaprav prvo pesem napisal v italijanščini, sonet, kot šolsko nalogo, in pravzaprav ta davek vsiljenemu jeziku na to istega dne poravnal s tem, da je napisal sonet v slovenščini. In o vseh teh zadevah govori ta sjajen zbornik, v katerem je tudi referat Roberta de Denara, tržaškega pesnika, ki analizira Zlobčevo poetiko. Zlobec seveda je bil kompleksna osebnost, osebno izjemno velikodušen, topel, tudi do naše avantgardistične generacije zelo velikodušen, za razliko od nekaterih drugih intimistov, ki so bili kar se da do nas sovražni. Tako da seveda ni naključje, da je prav Zlobec recimo odprl revijo Sodobnost vrsti mlajših avtorjev, med drugim recimo Šalamunu in seveda tudi meni, tako da sem natanko pred 50 leti objavil definicije eno izmed mojih mladostnih del v Sodobnosti, kar je meni seveda ogromno pomenilo. In tudi pozneje, moram reči, takrat, ko me recimo njegovi intimistični tovariši in prijatelji, ki so držali uredniška mesta po slovenskih založbah, ko niso sprejemali moje poezije, je potem Zlobec to meni objavil in sem imel občutek, da poskuša na ta način malce tudi popraviti te, seveda jasno, v tistem času generacijsko napete odnose. Sam sem v tem zborniku pisal predvsem o njegovem pesniškem jeziku, o pravzaprav dejstvu, da je Zlobec paradoksalno v poezijo vstopil s prostim verzom, da bi se na to pozneje vrnil k sonetistiki. In paradoksalno, in to je dejstvo, ki pravzaprav nikoli ni bilo dovolj reflektirano v slovenski literarni zgodovini, da pravzaprav Ciril Zlobec uporablja jezik, ki je navezan na liturgijo, na krščanstvo, katerega je očitno imel zelo intenziven odnos kot mlad človek. Tako da pravzaprav tudi nekateri verzi, ki jih je kolega Marko že prej citiral, kažejo seveda to navezavo na krščanski kozmos, slovar, recimo, se pravi, ljubezen dvojedina, kar je seveda čudovita formulacija. In ko smo imeli ta simpozij v Trstu in Novi Gorici, smo se seveda med drugim pogovarjali o tem, kako je težko prevesti v italijanščino, recimo, ta Zlobčev neologizem, novotvorbo, ljubezen dvojedina, da skratka seveda obstaja italijanščini izraz za trojedinost, ampak dvojedinost nam je povzročala seveda vsem probleme, o tem bo lahko kolega Miran pozneje
več povedal. Za razliko recimo od drugih kolegov iz tega intimističnega kroga, ki je seveda s pesmimi štirih takrat predstavljal najbolj vidno zarezo v odnosu do kolektivizma tistega časa, do uporabe kolektivističnega mi, seveda ekstatičnih formulacij, pozabe individuuma, porivanja vsega, kar je bilo osebno, na rob seveda človeške pozornosti in življenja. Vsemu temu se je intimistična generacija uprla z vrnitvijo k seveda stvarem, ki so nadvse intimne, tu je seveda ljubezen igrala centralno vlogo. Seveda pa je vsak izmed teh pesnikov, ne samo teh štirih pesnikov, ampak tudi tega širšega kroga, to seveda naredil na nek svoj način. Nekateri v navezavi na starejšo tradicijo simbolizma, ki so jo seveda individualizirali, naselili svojim glasom, tako kot denimo Jože Udovič ali pa gotovo predtem že Božo Vodušek recimo, ne. Potem imamo seveda izrazito osebne, divje osebne glasove, denimo Ade Škerl, in seveda vrsto drugih poetik, ki so bile v tistem času izjemno pomembne. Kar zadeva Zlobca, je ostal v tej intimistični tematiki kar se da seveda zvest vse svoje življenje, s tem, da je svoj jezik ves čas poglabljal in razširjal. Tisto, kar seveda je razlika med njim in Kovičem, denimo, na eni strani, in potem recimo večino intimistov, kar zadeva pesniški jezik, je bila potem Kovičeva in Zlobčeva vrnitev k sonetu, pravzaprav že v zrelih ali starejših letih, ki je seveda vzporednica vrnitvi nekaterih radikalnih modernistov k sonetu. To je denimo gotovo tudi značilno za razvoj Nika Grafenauerja, denimo, ali pa denimo za zelo ostro, inovativno, ironično sonetistiko, kakršno je v svojih avantgardističnih zbirkah pisal Veno Taufer. In tukaj v tem obzorju je Ciril Zlobec našel neko svojo pot, ki je bila seveda kar se da zvesta klasiki. Tu se mu seveda izrazito pozna, da je bil vraščen intimno v italijanski jezik in literarno zgodovino, da je prevedel Novo življenje, Vita Nova, se pravi Dantejevo mladostno pesniško zbirko, in da je denimo med oblikami, ki jih je uporabljal, zelo rad v zadnjem obdobju svojega ustvarjanja uporabljal obliko imenovano kot korona. To pomeni dobesedno venec, in korona je oblika, iz katere se je nato razvila korona di soneti, sonetni venec. Korona, prvotna korona, je bila serija sonetov, kjer so bili prvi in zadnji verzi vsakega besedila povezani, tako da je zadnji verz vsakega soneta
se oglasil kot prvi vers naslednjega soneta in potem se je vzpostavil zadnjim verzom tega cikla krog, ker je bil ponovljen prvi vers cikla. Imamo v italijanski srednjeveški poeziji vrsto koron, denimo o 12 mesecih ali o 7 dnevih v tednu. In korone so pač pisali tudi pomembni pesniki, ki so takrat vzpostavili model srednjeveške poezije in iz katerih so potem Guittone d'Arezzo, denimo z vencem o 7 smrtnih grehih, potem Fazio degli Uberti, imamo torej zelo različne teme. Najbrž najbolj znamenita korona vseh časov je angleškega baročnega pesnika Johna Donna, znanega po ljubezenski liriki sicer, ki potem to uporabi tudi za religiozno sporočilo, Holy Sonnets, sveti soneti. In tukaj imamo seveda ta postopek, ker je treba zelo dobesedno vzeti tudi besedo korona, da so namreč ti soneti v ciklu razvrščeni kot cvetni listi v venčni čaši oziroma kot rože v vencu in da na ta način tvorijo neko krožno celoto. Ta celota, iz katere, kot rečeno, se razvije na to korona di soneti, sonetni venec, ki je bil najprej popolna dvorjanska igra pesnikov, članov tako imenovane Sienske akademije v poznem srednjem veku, zgodnji renesansi, ki so to vzeli popolnoma igrivo. Od teh vencev, kot kaže, niti en ni ohranjen, so pa ohranjeni pravila v 2 knjigah iz 18. stoletja. Nato se pojavi sonetni venec v nemški romantiki, vendar tudi pravzaprav brez takih umetniških ambicij, s katerimi je sonetni venec nato obdaril France Prešeren. Prešeren prevzame to obliko Sienske akademije, jo formalno tudi obogati z akrostihom v sklepnem magistralnem sonetu, kar je inovacija, in pravzaprav ta Prešernov venec na to ima dosti večji mednarodni vpliv, kot se ga zavedamo. Doživi denimo ruski prevod Fjodorja Korša, ki potem vpliva na ruske simboliste, denimo na Brjusova, ki napiše 2 sonetna venca pod Prešernovim vplivom, in se forma razširi naprej, tako da gre za eno izmed redkih form nekdanje, seveda, tradicionalne poetike, ki je pravzaprav živa še dan današnji in doživlja še naprej inovacije in seveda posodobitve. Vse to govorim zaradi tega, da bi poudaril, v kolikšni meri je bil Ciril Zlobec tudi globinsko prevzet in zavezan raziskovanju pesniškega jezika, ritmike, zvena, evfonije. In vse to je očitno bilo povezano tudi z njegovo zgodnjo kulturo, ki je bila krščanska, in jo je on na to v slovarju prenesel pravzaprav v te čudovite sonete. Evo,
Naj preberem recimo najprej en sonet. Sveta mesta tvojega telesa iz zbirke Stopnice k tebi iz leta 95. V ljubezen verujoč kot plah kristjan, v Boga nad sabo ves čas mislim nate, zaupanjem vse stiske, vse zagate srca in duše pred te dan na dan razgrinjam in te strastno molim. V telo s poljubi vžigam ti svoj križ pripadnosti in ti pod njim goriš, jaz dogorevam, vendarle nikoli ne ugasnem v medu romarski spomin na sveta mesta tvojega telesa, še zmeraj vabijo me iz višin nečesa lepega, globin nečesa, kar je kot čudež čudežev, morda spet stara vrtoglavica srca. In na to 6. sonet iz Korone, ljubezen dvojedina. In je skrivnost kot trojedini Bog, ta najina ljubezen dvojedina, od sanj nadrekla, bolna od spomina, zavezanih oči in rok in nog, svobodna v ječi, ki jo sama straži, deviška v bokih, ki zorijo v greh, se skriva in je rada na očeh, resnici vdana, nedosežna v laži. Je dom miru in večni izvor nemira, z jutranjo in večerno zarjo vzide, vso pot pozna od jutra do večera, v najgloblji noči zvezda ne zaide, opoldne žge in sveti nam z neba. Ljubezen, svetlo sonce in tema. Tisto, kar kaže seveda tudi na izjemno Zlobčevo človeško in kulturno odprtost, je seveda dejstvo, da je bil Zlobec sposoben preseči svoje osebne zamere do italijanskih oblasti in vzpostaviti zelo ploden stik z italijanskimi pisateljskimi kolegi in seveda tudi prevajalci. Tako da je prevedel seveda poleg Dantejevega Novega življenja izbore poezije, klasiko italijanske poezije, Leopardija, Carduccija, potem denimo Ungaretija, ki je tukaj posebej pomemben, ker najbrž na Zlobca tudi vplival, sta se tudi osebno poznala. In Ungaretijeva poezija in zgodba življenjska je tukaj še posebej pomembna, ker je Ungareti svoje prve pesmi napisal kot italijanski vojak na Soški front. In to so pravzaprav pesmi iz njegove zbirke, prve zbirke, Alegrija, veselje, ki je imela pa prvotno precej temnejši Alegrija dei naufragi, se pravi veselje brodolomljenja, kar je pozneje poenostavljeno. Tu so potem prevodi Montaleja, Quasimoda, se pravi pesnikov te italijanske modernistične variante simbolizma. In seveda poleg poezije je prevedel 5 italijanskih romanov, 2 Rimljanko in prezir Alberta Moravije, potem Sovji dan Leonarda Šaše, s katerim je bil tudi v zelo prijateljskih odnosih, Kožo Curcija Malapatrija in mladinski roman Najdenec Alberta Mancija. In ta 2 je prevedel skupaj v sodelovanju s svojo soprogo, krasno gospo Veroniko. Tisto, kar denimo kolegica Martina Ožbot v tem zborniku analizira, so tudi Zlobčeva dopisovanja 16 italijanskimi pisatelji, kar je seveda poseben, se mi zdi,
dosežek in znamenje zrelosti in seveda plodnega. Morajo še oni govoriti, če ne, ker veš ti daleč v globino, če ne zameri, veš, ampak bojo potem te ostali brez besed. Sem mislil, da govorim neke tehtne zadeve, zato mi dovolite in upam tokrat brez prekinjanja, da preberem še elegijo, ki sem napisal Cirilu Zlobcu v slovo. Cirilu Zlobcu v slovo, elegija, hvalnica in zahvala. Kar pomnim, si bil tu, Ciril Zlobec. Star partizan in večno mlad ljubimec. Vse zgodovinske in intimne zime si zdržal z dostojanstvom mag zvestobe. Od nekdaj si bil tu, Ciril, poet ljubezni dvojedine, glas krasa, čuječ stražar jezika. Avantgardisti, nekoč mladi in blazni in tako jezni, se te hvaležno spomnimo kot urednika. Kar pomnim, si bil tukaj in povsod, ker bil si gora. In nepopustljivo nežno si varoval prostost tega krhkega prostora, tovariš in gospod. A celo ti si moral stran od tod, neizbežno. Odslej se boš oglašal tihoma, stihoma, le v stihu. Nad nami ni več gore, varuha dobrote, in vsi mi smo se znašli na prepihu, sami, brez očetovske varnosti, sirote. V tem hudem hipu čutim silo nuje, na tvoji sledi moramo zgraditi novo goro. Naj se sliši še tako obupano in noro. To ti dolgujemo, Ciril. To ti dolgujemo. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa vam Irena Novak Popov, da se nam pridruži na odru. Pridi pa v vidla. Jaz se ne morem pohvaliti s kakšnimi posebnimi spomini na Cirila Zlobca. Nekaj časa pa sem bila v družbi njegovega sina Jaše Zlobca in to ravno v tistem času, o katerem je govoril Boris. To je bil čas zasedbe Filozofske fakultete. Jaz sem takrat šele začela študirati in pravzaprav mi ni bilo čisto jasno, kaj se dogaja. Bila pa je neka posebna energija in neka sproščenost, ki si je bilo zlahka pridružiti. Spominjam se recimo literarnih maratonov, potem posebnih predavanj naših profesorjev, ki so nam govorili o zgodovini evropskih univerz, o avtonomiji mišljenja na univerzah, potem o umetnosti kot o nečem neizmerljivem in kar nas pravzaprav dela človeške. Spomnim se recimo enega znamenitega predavanja Dušana Perjevca. Skratka, Ciril Zlobec se je v mojem življenju pojavil nekoliko kasneje, ko sem študirala slovenščino, poleg že diplomirane angleščine in francoščine. In takrat, ko sem potem sredi 3. letnika dobila neko nepričakovano službo mlade raziskovalke pri nekem projektu, to je slovensko pesništvo upora, ki ga je vodil profesor Paternu, tudi moj mentor pri potem poznejšem magisteriju in doktoratu.
In takrat sem Cirila Zlobca spoznala iz plati, ki danes ni ravno v ospredju. Se pravi, kot partizanskega pesnika, oziroma kot nekega mladega človeka, Primorca, ne, ki je v tem fašističnem času, ko smo slišali zatirane slovenščine, zaničevanih Slovencev, prepovedane javne rabe domačega jezika in tako naprej. Vse te stvari abstraktno vemo, ne? Ampak kako so pa ljudje to v sebi doživljali, to si je pa težje predstavljati. In jaz razumem, da se je od tod v Primorcih pojavila neka energija, ki je bila uporniška, ne? Ohraniti svoje lastno dostojanstvo, se dokazati in potem seveda tudi se fizično upreti, ne? Svoje življenje tvegati. In ta človek, ne, Ciril Zlobec, je imel že nekaj šol, mislim, da je imel končano neko osnovno šolo v Avbru, potem pa pripravnico na gimnazijo, nekaj let gimnazije, ne, iz Kopra so ga potem izključili, kot smo slišali, zaradi slovenske pesmi in celo ljubezenske pesmi. On tega nikoli ni hotel preklicati, čeprav bi si s tem rešil kožo in ostal v zavodu, ne, to je tudi neka načelna drža. In potem se je leta 1942 povezal s partizani, bil poslan v Italijo v te bataljone speciale, kamor so mlade slovenske fante med vojno pošiljali, doživel kapitulacijo Italije, prišel nazaj in se v resnici pridružil partizanom. Med drugim je bil tudi minerec. Si predstavljate pesnika danes kot minerca, ne? To je nek čisto poseben pogum, neko posebno tveganje, ampak on je očitno to zmogel, hkrati pa sem brala v njegovih spominih, kako so ga, ker so vedeli, da piše, ga niso posiljali na najbolj nevarne točke, ker je pesnik imel tudi med nešolanimi ljudmi neko posebno veljavo. Jaz nisem prinesla njegovih partizanskih pesmi, ohranjene so tiste, ki so objavljene. So pa v antologiji Slovensko pesništvo upora v 4 knjigah, mislim, da se on pojavi v 2. knjigi, tam, kjer so zbrani tisti pesniki, se pravi, tisti avtorji, ki so se pozneje razvili v pesnike, ali pa tisti, ki so pesniki že bili in so pravzaprav podprli z besedo ta slovenski upor. Zanimivo je, da se je Ciril Zlobec k tej svoji formativni izkušnji večkrat vračal. Jaz mislim, da je mnogo partizanov, jih je tako ta izkušnja zaznamovala, da se tega v bistvu niso mogli otresti, oziroma temu so na nek način ostali zvesti celo življenje, zlasti, če so bili srcu pri stvari. In ko sem morala že kot profesorica slovenske književnosti in seveda tudi slovenske poezije predavati o pesnikih intimizma, sem seveda predavala tudi o Cirilu Zlobcu in morala prebrati seveda celoten njegov opus, sem naletela tudi na zbirko, ki je pretresla tudi oziroma vznemirila tudi Matjaža Knecla, on je o tem pisal, in sicer nek spomin. Zbirka mislim, da je išla leta 1980 in sicer ima naslov Glas. In poleg tega, da se pesnik vrača v svoje otroštvo na Krasu in v to, kako doživlja to kraško pokrajino, ki jo je znova vpisal na zemljevid po Kosovelju, ne? Najlepše podobe Krasa po Kosovelju spet najdemo ravno pri Zlobcu. Skratka, poleg teh kraških tihožitij, pokrajin in tako naprej, takrat je tudi odkupil svojo že prodano, zapuščeno hišo, ne? Ni bilo naslednika, potem so jo prodali, on jo je spet odkupil in začel obnavljati. Skratka, ena pesem, ki mene še danes pretresa zaradi tega, ker na en poseben način, z neko posebno pieteto, govori o partizanskih časih in sicer o žrtvah. Ne, žrtve so ponavadi v partizanski poeziji mitizirane kot nekaj, kar to je zelo prastar, antropološko utemeljeno prepričanje,
da s tem, ko dajemo posmrtne ostanke v zemljo, nekako impliciramo, ne, da bo tako kot iz semen, ki jih posejemo, zraslo nekaj novega. In ta novo življenje iz smrti žrtev, to je bila zelo pogosta podoba v partizanski poeziji. Kaj je iz tega naredil leta pozneje, pravzaprav 25-30 let pozneje Ciril Zlobec, vam bom zdajle prebrala v pesmi Svetloba smrti. Nemirni od prevelikih bližin drug drugega, bili smo kakor slepi gozd, postavljen za čuvaja lastnih senc v razgaljeno planjavo sonca. Ko se je zdaj tu, zdaj tam naslepo in vsakokrat znenada zrušilo drevo, se je v izpraznjeni lijak nad njim kot blisk z višin ulil doneč stebr svetlobe. In kar naprej, zdaj tu, zdaj tam, vse bolj razredčeni, vse bolj na gosto padali smo, rasli, svetla kolonada v sončno katedralo. Iz nje ne bomo več prišli, častilci in objokovalci velikih bližin drug drugega. Svetloba smrti. To je neka posebno poveličanje teh žrtev, ki postanejo kolonada, drevesa kolonada, svetlobni stebri. Meni se zdi to pravzaprav čudovita pesem in zelo v skladu z Zlobčevo vizualno imaginacijo, ki je izrazito tudi čutna, polna barv, vonjev, dinamike. Skratka, to je tisto, kar se je on, mislim, da navzel od Italijanov, ali pa je to del te mediteranske mentalitete, radožive, pravzaprav odprte, o kateri veliko piše tudi Miran Košuta. Še en vidik vam bom odprla, ki bi morda ostal brez mene prezrt. In sicer to, da se je Zlobec že zelo zgodaj lotil nekega pesniškega postopka, ki v slovenski poeziji dotlej ni bil pogosto uveljavljen. Najbolj znan je seveda pri pesniku Gradniku, in sicer vživljanje v žensko dušo. Lirski subjekt, ki se empatično postavlja, kakor da je ženska. Ne smemo pozabiti, da je ljubezenska poezija, erotična poezija v času, ko je začel pisati Zlobec, bila še vedno deležna nezaupanja. Ne samo zaradi tega, ker intimne vsebine v času kolektivizma niso bile zaželene, ker, veste, subjekt oblasti vedno uhaja s svojim bogastvom notranjim. Ampak še zaradi nečesa, ker smo Slovenci, kar se tiče grešnega telesa, zelo podvrženi bili dolgo časa in verjetno so nekateri deli slovenskega prostora to še danes, podvrženi pravzaprav nekim notranjim zavoram do sproščenega življenja v svojem telesu. To je Zlobec je priznal sramežljivost celo kot moški. In se je te svoje zadržanosti zavedal in se jo poskušal utresti. Še bolj zadržane pa so bile seveda ženske. In v zgodnjih njegovih zbirkah je kar nekaj pesmi, kjer on občuduje pravzaprav to, da je naletel na bitje ali pa jo ustvaril, ker pravijo, da žensko seksualnost ustvarijo moški, razen seveda v primeru lezbijk. Skratka, neko sproščeno, erotično življenje ženske, ki ga je skušal on skozi svojo perspektivo ugledati kot žensko željo. Meni se zdi to, da moški piše o ženski želji, namesto da ženska piše o ženski želji, ker ženske o ženski želji so sicer tudi pisale, najbolj znane je seveda Lili Novi, še pred Cirilom Zlobcem, danes je tega bistveno več, ampak Zlobec je pa to naredil
po moje na še bolj zanimiv način kot Gradnik. Ne, Gradnik je vendarle še v teh romantičnih prelivanjih med vodnjaki nekje v globini. Zlobec pa to postavi na čisto telesno raven, ampak na tak lep, radoživ in estetski način. Prebrala vam bom pesem, ki je uvrščena tudi v zelo lepo knjigo, vizualno ilustracijo Metke Kraševec. Očitno je bil tudi Šalamunov dober prijatelj, ne? Da je potem pridobil Metko Kraševec, oziroma so pridobili Metko Kraševec za tole. Sicer pa, a veste, mladinska knjiga iz pesnikov dela take super donosne projekte, ne? In tole je en od njih. Sam jaz sem vesela, da imam to knjigo doma, ker je res lepa, tudi lepe slike Metkine ima. Preveč sem žejna. Ne boj se, dragi, preveč sem žejna, da pila bi lahko samo resnico. Njen tenki curek se neprestano trga, hlapi v plamenu žgočih dvomov. Preveč sem žejna, da bi me utešil brez laži, brez fantovske laži, ki nas spočite draži, utrujene uspava, a vselej dviga, vabi za seboj. O, varaj me in laži, samo ne daj, da se ljubezni šumni curek pretrga, izgubi v hlapečih, redkih kapljah, ki me ne morejo utešiti. Preveč sem žejna. Kamen. Tvegati bi moral uničujoči padec za obet letenja. Kakor ptica izpod kamna moral bi vzleteti v skoku brez zamaha kril. Tvegati bi moral uničujoči padec za obet letenja. Kakor ptica izpod kamna moral bi vzleteti v skoku brez zamaha kril. Na kamen čakajo od prazačetka name, čakal tako dolgo, da postal je kamen. Zdaj jaz kamnito sklonjen je v zavetje, da ta edini smisel, da postal je kamen. Če bi imel roke, bi jih iztegnil za menoj. Če bi imel noge, bi iztekel za menoj. Če bi imel glavo, bi si morda premislil. Če bi imel srce, bi se usmilil me morda. A ker je kamen in brez srču kot vsak kamen, me bo zmečkal, takoj ko hotel bom zleteti izpod njega. In nihče ne bo nikoli vedel, nihče ne bo nikoli vedel, kam sem hotel. In nihče ne bo nikoli vedel, oj, nihče ne bo nikoli vedel, kam sem hotel. Hvala lepa. Nocoj z nami žal ni Toneta Partliča, ki se je opravičil,
da ni mogel priti, poslal je pa en kratek spomin na Cirila Zlobca. Takole se glasi: Spoštovani in dragi pisateljski kolegi, z veseljem sem se priglasil k besedi na spominjanje na Cirila Zlobca. Sedaj pa priznam, da 85-letnik že težko vozim po noči, obenem pa je avtocesta razkopana in se vožnja podaljšuje vsaj za pol ure. In sem se odločil izostati. Odločitev, da obudite spomin na pesnika Zlobca, je pravilna in spoštljiva. Od mene je bil starejši 15 let, poznal sem in prijateljeval sem z govorno, a sončno ženo Vero. Jaša je bil moj poslanski kolega, tudi z njegovo hčerko sem se rokoval. Spremljal sem po svoje njegovo očetovsko tragedijo z otrokoma. Spomnim se, da me ob svoji 50-letnici, postaral sem ga, leta 75 povabil na Kras med prijatelje, s katerimi je praznoval jubilej. Lahko bi rekel, da so se kasneje srečala in družila še skoraj 100-krat. Ko sem bil 2 mandata predsednik Društva slovenskih pisateljev, sem presenečen opazil, da ni bil pri vseh, zlasti pri mlajših kolegih, spoštovan. Še več, nekaterim je šel netolerantno na živce. Mislim, da vsekakor ne zaradi tega, ker je bil primorski partizan učitelj v partizanski šoli, ampak morda zato, ker je bil del političnega in kulturnega establishmenta, saj je bil član ZKJ Slovenije, akademik, urednik na radiju in reviji Sodobnosti, predsednik Zveze pisateljev Jugoslavije. Mlajši fanti, ki vstopajo v literaturo, pa navadno že a priori na starejše avtoritete gledajo kritično. Ampak ko sem bil v prvi polovici 80-ih let predsednik DSP, je bil v društvu še en spor, in sicer med tradicionalisti, intimisti, socializmu lojalnimi pesniki, kjer je bil med najbolj izključujočimi recimo Janez Menart, med njim je bil sicer bolj blag tudi Ciril, pa tudi partizanske veličine, Bor Potrč, so zapisale demokracija ja, anarhija ne, ob Šalomunovi dumi in tako dalje. Na drugi strani je bil nov veter s perspektivaši, recimo Niko Grafenauer, Vena Taufer, Rupel. Ni šlo za ostre spopade, vendar v isti upravni odbor nisi mogel spraviti obeh stroj. Spomnim se, da mi je recimo tudi Josip Vidmar, ki je bil do mene nenavadno prijazen in korekten, navrgel nenavadno opombo, ko je šel pri Nikiju mimo naju, Ciril. Ta misli, da je ljubezenski pesnik, je pa zakonski pesnik, pravi pesnik je recimo Erwin Fritz. To je bil tudi čas, ko so srbski pisatelji pod vodstvom Miodraga Bulatovića recimo izjavili, da so pripravljeni iti Kosovskim s kolegom Prištino, to da samo na tankih. Sam sem bil tedaj še predsednik DSP, Ciril Zlobec pa, ker smo bili Slovenci pač na vrsti, predsednik Zveze pisateljev Jugoslavije. Za nami so bili po vrsti po abecednem redu pač srbski kolegi, ki pa so predlagali samo in samo prav Miodraga Bulatovića, ki je ironiziral tudi Slovence in napovedal, da čez 50 let ne bo več našega jezika. Zato so seveda z Zlobcem ves čas nasprotovala Bulatoviću. Moram poudariti, da se je Zlobec kot predsednik Saveza književnika Jugoslavije ves čas držal pokončno, patriotsko, demokratično in je imel pri vseh, razen Srbih, izreden ugled. V mojem spominu je shranjen na najbolj sončni strani. Morda je res napisal malo morje intimističnih ljubezenskih pesmi v čas žene Vere, a kolikor se jaz poznam, bi iz njih lahko izbrali tudi nekaj antologijskih pesmi. So pesmi o soodvisnosti dveh duš. A tudi na proznem in publicističnem področju ni bos, če tudi morda res naravno samokritičen. Menim, da se ga splača vsaj časa do časa brati. Seveda se tudi meni pozna, da sem nekoliko iz včerajšnjega sveta in tudi, da nisem bil kot Mariborčan priča ljubljanske literarne scene. 13. maj 2025, Tone Partlič. Miran Košuta. Anton Pavlović Čehov je v svoji igri Utva pomodroval. V rojstnih listih je zapisano, kje in kdaj se je nekdo rodil, ne pa čemu in s kakšnim namenom. Zlobčev rojstni list veleva Ponikve,
4. julija 1925. Zato mineva letos okroglo stoletje, torej od njegovega prvega veka na tem svetu. In seveda posebej vesel sem, da obeležujemo danes to stoletje tu v Društvu slovenskih pisateljev, kamor je Ciril Zlobec zelo rad zahajal. In da obeležujemo s tem tudi ta veseli dan slovenske poezije. Dan poezije, kajti Zlobec, poleg vsega tega, kar ste seveda doslej slišali, je bil predvsem po klicu talenta in po volji življenja predvsem to. Bil je pesnik, slovenski pesnik, žarni pevec ljubezni dvojedine, tistega, kar Italijani ne znajo še prevajati in ga prevajajo kot, je bil preveden kot amore duo, sam bi dejal amore bino, recimo, da odgovorim prijatelju Borisu. Pevec torej ljubezni dvojedine, pevec krasa, primorske, njenih ljudi, književnosti, poezije, njene res besede, se pravi resnice skrite v umetniški besedi, pa tudi bil je Zlobec nenehno dvomeči verzni iskalec bivanjskega smisla, ontološke skrivnosti človekovega metafizičnega presežnega bistva. Sprek 30 lirskimi zbirkami in okrog 100 knjigami pač proze, tudi esejistike, prevodov, ontoloških izborov, se je zapisal med najproduktivnejše, najplodnejše sotvorce sodobne slovenske in tudi evropske literature. Bil pa je hkrati, lahko rečemo, tudi prodorni mislec, po svoje filozof in politik, ki se v času tehnokratskega kapitalizma ni bal zagovarjati socialne enakosti in pravic izkoriščenih, ki je ob žlindrastem brezobličju globalizma naglaševal pomen korenin, se pravi naroda, jezika, narodne istovetnosti, ki se je opiral tudi revizionizmu in desničarskemu populizmu s poudarjanjem vrednot antifašizma, partizanstva in narodno-osvobodilnega boja, na kar je opozorila kolegica Irena Novak Popov, ki je bil kljub zavzemanju za Evropsko unijo, naj dodam še ta vidik, recimo sposoben tudi trezne evroskepse. Kot Primorcu in pripadniku slovenske narodne skupnosti v Italiji pa mi je bilo vseskozi še najbližje Zlobčevo prevodno in kulturno posredništvo v italijanski svet in obratno, o katerem smo veliko slišali iz ust Borisa A. Novaka. Po Sloveniji je Zlobec objavil, kot ste slišali, več kot 20 knjig italijanskih književnikov, od klasikov do sodobnikov, souredil in prevedel je temeljno antologijo, tudi dodal še ta drobec informacije, recimo sodobna italijanska lirika, spodbujal je medsebojne literarne izmenjave, znanstva, simpozije, vse skozi gradil pod recepciji italijanske umetniške besede na slovensko in slovenske do apeniškega Škornja. V obratni, k sosedu naravnani smeri, je bil Zlobec enako ploden, ker je v italijanščini izšlo 5 njegovih prevedenih zbirk, da je postal, naj postrežem še s to informacijo, po Prešernu, po Kosovelu, po Marku Kravosu, eden doslej največkrat po italijanjenih slovenskih pesnikov. Uredil je italijanska cvetnika jugoslovanskih književnosti, med njima odmevno antologijo, kar je šla pri založbi Guanda, zelo prestižni, nova poezija Jugoslava, se pravi nova jugoslovanska poezija. Nastopil je na nepreštevnih srečanjih, kongresih, debatah, prijateljeval in dopisoval si je z najuglednejšimi italijanskimi leposlovci in kritiki, od nobelovcev, Quasimoda, Montanea, do Ungaretija, Šaše, Spanjoletija, kakor dražljivo pripovedujeta predvsem njegovi knjigi, vse najave niso daleč in v italijanščini
lontanance vicine. Ponesel je glas Slovenije in slovenstva po vsem Apeninskem polotoku, ko je ob prejetih italijanskih priznanjih, recimo nagradi Città dello Stretto ali pa mednarodni nagradi Eugenio Montale ali pa predsedniškem, opozoril bi na njegovo predsedniško odlikovanje z zvezdo italijanske solidarnosti, ko je torej ob teh priložnostih nagovarjal v tekoči italijanščini sosednjo javnost na svečanih podelitvah ali literarnih večerih in branjih. No in ko se je 24. avgusta 2018 odpravil na tiho romanje k zadnji pesmi, ni torej Primorcem, Slovencem, Evropi in svetu umanjkal samo izjemen pesnik, ampak tudi dragocen kulturni ambasador, graditelj literarnih in prevodnih mostov, odprt svetovljan, dober prijatelj in srčen človek. Prav zato se je v sosednjem Trstu združenje PEN Trieste, pravi tržaško rebro mednarodnega PEN kluba, na pobudo njegovega predsednika Antonija Della Rocche odločilo, da priredi, kot ste slišali, 18. januarja letos mednarodni simpozij ob stoletnici Zlobčevega rojstva. Tržaški PEN je sicer že leta 2011 podelil Cirilu Zlobcu svojo prestižno mednarodno nagrado, poimenovano po Claudiu Martelliju. Letos pa je želel počastiti poleg pesnikove rojstne stoletnice tudi skupno evropsko prestolništvo Gorice in Nove Gorice z enodnevnim simpozijem o Zlobcu, ki je 18. januarja zjutraj potekal v tržaški palači Gobčević, popoldne pa v novogoriški knjižnici Franceta Bevka. Na njem, kot ste slišali, smo sodelovali z referati Borisa Novak, Martina Ožbot-Curry, Roberto Di Denaro in seveda jaz, ki smo po uvodnih nagovorih Antonija Della Rocche v slovenščini in italijanščini razglabljali torej o tematskih in oblikovnih toriščih Zlobčeve poezije, o pesnikovih italijanskih dopisovalcih, o recepciji njegovih stihov na Apeninskem polotoku in seveda tudi o jedrnem vzgibu avtobiografskega v njegovem biosu in logosu. Pisni destilat teh naših ustnih nastopov je od marca dalje tale zbornik, ki ga tu vidite, dvojezični, Ciril Zlobec, poeta Oltre i confini, pesnik Onkraj meja, ki so ga uredila Antonio Della Rocche in jaz, ob prevajalski pomoči tudi Mihe Obita in Barbare Pogačnik. Izšel je pri tržaški založbi Hammerle editori, gre pa za prvi letošnji tako italijanski, kakor slovenski knjižni poklon pesniku in obenem za prvo v italijanščini razpoložljivo literarno-zgodovinsko delo o liku in ustvarjanju Cirila Zlobca, ki bo gotovo seveda dobrodošlo sosednjim raziskovalcem njegovega človeškega in tudi pesniškega vesolja. Dodaten adut te izdaje predstavlja dejstvo, da se je tokrat zamisel o simpozijski počastitvi Cirila Zlobca porodila na sosedovem, italijanskem kulturnem bregu, kar posredno priča tudi o novem, evropsko odprtejšem in dajdansko prepišnem kulturnem vetru, ki je kljub moreči meddržavni zgodovini, zlasti v 20. stoletju, vendarle že nekaj časa zavel torej ob slovenski zahodni meji. In da so se vremena tu na stičju romanskega in slovanskega, italijanskega in slovenskega vendarle nekako prešernovsko zjasnila, da naš italijanski obmejnik ni več vrag, ampak samo še sosed, zato gre seveda v dobršni meri zasluga prav takim
razumnikom, ustvarjalcem, prevajalcem, kot je bil Ciril Zlobec. Ko bi danes zato pobarali njegov rojstni list, bi zlahka ugotovili, da je vse njegovo življenje, njegovo 93-letno nehanje in ustvarjanje izčrpno odgovorilo na tisto po Čehovu v rojstnih listih sicer prezrto, vendar bistveno vprašanje. Čemu in s kakšnim namenom se je rodil Ciril Zlobec? Da bi bil pesnik, da bi bil slovenski pesnik in, kakor naglaša tudi tale naslovno, tudi tale zbornik, pesnik onkraj meja. Z nami pa danes žal tudi ni spoštovanega Evalda Fisarja, ki pa je našemu Cirilu Zlobcu namenil nekaj besed, ki jih je poslal, da jih preberemo. Bom prebrala tudi nekaj besed, ki jih je na začetku zapisal v elektronsko sporočilo mojemu sodelavcu Mateju. Dragi Matej, nekaj sem nakrcal, upam, da bo tam kdo, ki bo to lahko razločno prebral. Žal mi je, da ne morem biti z vami osebno, tudi če bi prišel, bi utegnili imeti z mano neprijetne težave. Lepo pozdravljam vse in želim vse dobro, predvsem tebi, pa tudi predsedniku, ki ga še nisem srečal v živo. Cirila Zlobca sem prvič srečal leta 1965 kot bruc na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dobrega pol leta pred njim sem srečal Janeza Menarta. O njegovi poeziji sem napisal maturitetno nalogo na gimnaziji v Murski Soboti in Menart je prišel na literarni večer, ki smo ga organizirali v kinodvorani v Murski Soboti. Kot 19-letniku mi je bilo čast nastopiti s svojo zgodnjo poezijo v družbi enega od avtorjev Pesmi štirih. Z Menartom sva ostala prijatelja in ko sem prišel študirati v Ljubljano, sem ga nekajkrat obiskal na domu. On je bil tisti, ki je predlagal, naj pošljem nekaj svojih pesmi na sodobnost. To sem storil in čakal. Odgovora ni bilo. Potem je Sodobnost na podstrešju Društva slovenskih pisateljev organizirala pogovor o slovenski poeziji. Takrat še ni bilo restauracije, takrat je to res bilo podstrešje. Seveda za mizo in stoli, primerno za sestanke in srečanja. Na tem srečanju se je zbralo kar nekaj študentov in mladih pesnikov, med nami tudi Dimitrij Rupel, ki je že kot bruc kadil pipo, se vozil po Ljubljani s katro in se predstavljal kot sin violinista. Bila sva sourednika na študentski tribuni, kjer sva drug drugemu rada nagajala. On je urejal kulturno stran, jaz pa satirično. Ampak to je druga zgodba. Večer mladih pesnikov na podstrešju stavbe na Tomšičevi je potekal tako, da je Dimitrij Rupel govoril skoraj brez prestanka več kot 1 uro. Po naključju sem sedel v prvi vrsti poleg Cirila Zlobca. Ko je sprevidel, da večer ne teče tako, kot si ga je zamislil, je vstal in rekel, da se mu žal mudi in bomo s pogovorom nadaljevali kdaj drugič. Vsi so vstali in se začeli zgrinjati proti izhodu. Jaz sem obsedel, hotel sem se izogniti gneči. Tedaj je Ciril Zlobec rekel, samo trenutek, ali se kdo med vami slučajno piše Evald Fisar? Segel sem z roko navzgor in ga pocukal za rokav. To sem jaz, sem tiho priznal. Zakaj pa nisi nič rekel? Se je začudil. Saj ne bi prišel do besede, sem ga spomnil na Dimitrija Rupla. Prekimal je in me razveselil z novico, da se z sourednikom Mitjo Mejakom prebrala moje pesmi in se odločila za objavo.
Vprašal me je, ali jih imam še kaj, ker če jih imam dovolj, bi mi lahko uredil izdajo zbirke pri založbi Lipa v Kopru. V navalu hvaležnosti in navdušenja sem se zlagal, da jih imam dovolj za zbirko, bi jih pa rad še malo dodelal. Potem sem 3 mesece šprical predavanja in na vrtu stare gospe na Rezijanski ulici, pri kateri sem stanoval, pisal dodatne pesmi. Tako je nastala moja prva in edina pesniška zbirka, ki je šla pri Lipi z naslovom Simfonija poetika. Še več, Ciril Zlobec je nagovoril dr. Borisa Peternuja, da prispeva spremno besedo. Vse je kazalo, da je na prizorišče stopil nov pesnik. Kaj se je zgodilo, da je Simfonija poetika ostala moja edina pesniška zbirka? Tudi zato je odgovoren Ciril Zlobec, ker je vedel, da se svojo skromno štipendijo v Ljubljani težko shajam, me je vprašal, ali bi morda za založbo Lipa prevedel kakšno knjigo. Z veseljem, sem rekel. Dobil sem Graditelje sveta v nemščini. Z nemščino nisem imel problemov, kajti moja mati se je rodila v Avstriji, toda 800 strani najmenitnejše esejistične proze, na katero sem kdaj naletel, je terjala kar nekaj napora in kar nekaj špricanja predavanj. Toda moje življenje v Ljubljani je po zaslugi Cirila Zlobca postalo udobnejše. Žal pa se je zgodilo tudi nekaj, česar nihče ni pričakoval, še najmanj Ciril in dr. Boris Paterno. Graditelji sveta so me tako očarali, da sem sklenil namesto pesnika postati pisatelj. Začel sem pisati prozo. Boris Paterno mi je to zameril, s Cirilom pa so ostala prijatelja. Ko sem pozneje odšel študirati v London, kjer sem potem živel 20 let, sva si redno dopisovala. Za njegovo sodobnost sem prevajal angleške pesnike, eden od njih je bil Avstralec Peter Porter, drugih se več ne spomnim. Ko sem se vrnil v Slovenijo, me je Ciril povabil v uredniški odbor sodobnosti in ko je proti koncu 90-ih vstopil v politiko in je imel za urejanje vse manj časa, ga je 22-članski uredniški odbor uspel prepričati, da mora najti novega glavnega urednika revije. Najino dolgoletno sodelovanje ga je napeljalo na misel, da bi najprimernejša oseba za ta položaj utegnil biti jaz. Pa ne zato, ker sem takrat bil predsednik Društva slovenskih pisateljev, ampak sem bil že uveljavljen in nagrajen pisatelj in dramatik. Izprosil sem si 2 meseca časa za razmislek. Nisem bil čisto prepričan, da se bom obnesel kot urednik najstarejše slovenske revije. Nazadnje sem ponudbo sprejel, pod pogojem, da izberem svoj lastni uredniški odbor in posodobim koncept revije. S Cirilom so ostala dobra in iskrena prijatelja. Prej je on objavljal mene, zdaj sem jaz objavljal njega. V njegovih poznih letih sva se videla manj pogosto, saj ga je politika speljala v druge vode. Toda, kadarkoli sva se srečala, sva se objela. Imel je nesrečno družinsko življenje, toda dočakal je 93 let. Mene jih čaka do tja še 13. Ne vem, koliko mi bo še naklonila usoda v svetu, ki propada pred našimi očmi. Toda do zadnje minute ne bom pozabil, da je bil Ciril eden mojih najboljših prijateljev, ne eden najbolj spoštovanja vrednih ljudi. Evald Fliser. Danes smo že doživeli, da je Ciril Zlobec vplival tudi na slovensko glasbeno ustvarjalnost. Vplival je na slovensko šansonsko izročilo. Veliko njegovih pesmi je postalo zimzelenih, si jih prepevamo. Bil je tudi dolgoletni sodelavec
tekstopisec slovenske popevke v zlatih letih, recimo temu slovenske popevke. Zato sem z Matejem za današnji zaključek izbrala pesem, ki jo je uglasbil Mojmir Sepe. Prva jo je zapela Majda Sepe, potem pa mislim, da nekje leta 2019 je pa to na svoj način uglasbil še naš kantavtor Benč. Pa prisluhnimo tej pesmi. Matej? Jaz moram še povedati, ko smo že ravno pri slovenski popevki, da je Ciril Zlobec bil že na prvi slovenski popevki kot tekstopisec tisti odločilni, ki je potem odločila, da ta festival še naprej bo. Moram pa deliti kljub vsemu tudi eno osebno anekdoto. Zanimivo mi je bilo vedno, da so imeli naši intimisti, predvsem pesniki, 4 take zanimive vzdevke. Ciril je bil Čero, to vsi veste, ki ste ga poznali, Čero Vrag, Ciril Zlobec. Menard je bil Johnny, Ivan Minati je bil Žani in tako naprej. Vsi so imeli te zanimive vzdevke, s katerimi sem jih jaz tudi spoznal, že na srečo dokaj mlad. In s Cirilom Zlobcem so se seznanila celo 2-krat. Prvič, leta 1984, ko sem objavil svoj prvi tekst v Cicibanu in je nekako to videl in ne vem, zakaj se je ravno mene zapomnil iz vsega tistega in sem se takrat spoznala v Celju. Potem je pa še seznanil enkrat Janez Menard v 90-ih, ko sem prišel v Ljubljano in so ugotovili, da so dejansko tista ta prava dva, ki se poznate že od takrat. Kar pa mogoče največ govori o Cirilu Zlobcu kot človeku, je pa ena zanimiva zadeva, ki se je zgodila pred koncem njegovega življenja. Povezana je pa s to knjigo, iz katere je prebrala tudi Irena Novak Popov, to, ki je ilustrirala Metka Krašovec. Jaz sem namreč takrat ob izidu pisal, ne bom rekel kritiko, ampak recenzijo knjige. In ko je bila objavljena, mi je Čero napisala tako lepo pismo. In ne glede na to, da so bila res dolgo let so poznala in so se tikala, me je v tistem pismu vikal in ga je naslovil spoštovani Matej Krajnc, kar se mi je zdel in se mi je zahvalil za ta tekst, kar se mi je zdel izjemno, njegova človeška plat se mi je zdela po tej strani izjemno. No in ko sem tuhtal, kaj bi, s čim bi končali letošnji, današnji dan, današnji poklon Cirilu Zlobcu, ki je zagotovo zadnji letošnji, mi je ta gazelica prišla na pamet, v veri, da boš srečna, ki je pel že Benč, kot je povedala Glorjana tam nekje v 70-ih. Moja uglasbitev ni tista, ampak je čist moja in se mi zdi, da je to ena tudi od teh pesmi, ki je tudi zelo pomembno definirala slovensko popevko v 70-ih letih. 15 si že prvič trepetala, on šel je in ti si vdano ga čakala. Veri, da boš srečna. Čas hiti in sanje razprše se, 16. drugega si poiskala, veri, da boš srečna. Zmotila si se v njem, ga pozabila, se zaljubila spet in spet razstala, veri, da boš srečna. Pred mesecem si srečala se z mano, da prvikrat res ljubiš, si dejala, veri, da boš srečna. Glej, da si se že spet zmotila, zdaj me je rada k vragu bi poslala, veri, da boš srečna. Za lepe urice iskrena hvala, a za vso laž, Bog z njo saj si lagala, veri, da boš srečna. Veri, da boš srečna. Še moža nekoč boš preslepila, prvemu si njemu
bomo se predala v veri, da boš srečna. A do tedaj saj lepa si mlada, kaj bi še z marsikom boš noč prespala. V veri, da boš srečna. Vedno sem si prvič smetala, on šel in ti v rano si čakala. V veri, da boš srečna. V veri, da boš srečna. Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste nocoj prišli, vsem seveda, ki ste prišli na tale oder in delili svoje spomine o Cirilu Zlobcu. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Marju Čuku, Florjani Weber, ki je z menoj pomagala speljati ta večer in zdaj vas vabim v sosednji prostor na neformalno druženje. Hvala lepa.